Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Matic, Gregor. a veš, da mi živimo v prihodnosti? Tako, če pogledaš, kakšne stvari so že dosti razvite, ker še zdaj izveš za njih. Tako in danes bova govorila v eni izmed teh, in to je umetna inteligenca. Oh, ok. Sem par stvari slišal že od teh, tako da... Današnja oddaja bo, jaz sem mal razdelil stvari, kaj vse danes ponuja umetna inteligenca. In gremo čez. Prvo stvar, ki sem ugotovil, v bistvu tole, kar bom prebral, sem vprašal umetno inteligenco, naj mi pove, kaj je umetna inteligenca. Ok. In umetna inteligenca mi pravi, da UI, umetna inteligenca, je veja računalništva, ki se ukvarja z razvojem sistemov, ki lahko izvajajo naloge, ki običajno zahtevajo človeško inteligenco, kot so zaznavanje obraza, govor, razumevanje naravnega jezika, načrtovanje, odločanje, učenje in reševanje problemov. Ok. Tako da je kar dober. Sposobno. Je. Tako da začel bom s prvo stvarjo, ki obstaja umetna inteligenca. To je v bistvu, lahko ti vprašaš, obstaja program, ga ti vprašaš, karkoli ga vprašaš, ti odgovori v slovenščini. V slovenščini, ok. In mislim, to recimo sem ga vprašal in točno to mi je v slovenščini on odgovoril in kakor vidiš, zelo lepo napisan. Normalno slovensko. Ta aplikacija, v bistvu spletna stran je chat.openai.com. Boš o tem vzadnjo tudi najprej špal govoril? ChatGPT-ju? Tudi. Mačkan, en nujen klic je bil, tako da smo zrihtali. No, kje smo ostali, se pravi, temu programu, ko v bistvu ga lahko vprašaš, karkoli ga hočeš in on ti bo v bistvu po spletu probo najdeti odgovore. In dvakrat boš ga vprašal isto vprašanje, ne bo ti dal istega odgovora. Ker bo on to pač... Ampak bo še zmer... Če imaš 2 plus 2 je 4. Dobro, to bo pa 2 plus 2 bo pa itak vedno sam. Sem tudi že ga vprašal, zakaj je 2 plus 2 5, ne, 1 plus 1 3. In pač v osnovi ni to 3, ampak lahko v drugih pomenih to pomeni, da je pač je odgovoril. Ja, tako. V bistvu ta aplikacija je spletna, to sem tudi to aplikacijo vprašal in mi pravi, da je to spletna platforma, ki jo je razvil OpenAI, da bi javnosti omogočale dostop do njihovega jezikovnega modela, ki temelji na umetni inteligenci, znanega kot GPT-3. Gre za orodje, bla. Ne bom preveč razlagal, ampak pač, da komuniciraš s strojem, v bistvu... lahko normalno. Tako da ena izmed stvari, ki jo lahko narediš, je to, da jo lahko mu v bistvu rečeš, naj se ti spomne eno zgodbico. In on bo, ti mu poveš, kakšno zgodbico bi rad in on bo se nekaj iz tega spomnil. Tako da jaz sem ga vprašal, naj mi pove zgodbico o Petkovem ekstremu. Ok. Tako da tukaj imamo zdaj kaj mi je povedal. Se pravi, ti si upisal neke stvari noter in on je naredil zgodbo. Moška sta bila najboljša prijatelja že od otroštva in oba sta imela strast do pripovedovanja zgodb. En dan sta se odločila, da bi svojo strast lahko delila s svetom in tako sta se odločila, da bosta ustvarila svojo lastno pogovorno oddajo. Oddaja je bila zelo preprosta. Vsak petek sta sedela pred mikrofonom in klepetala vsem od svojih otroških spominov in doživeti do novic in dogodkov, ki so se zgodili tisti teden. Njuna edinstvena kemija je hitro pritegnila pozornost poslušalcem in oddaja je kmalu postala zelo priljubljena. Tako da, mogoče viče v prihodnost. Mogoče. Ker je umetna inteligenca. Čeprav sta bila oba moška zelo različna, eden je bil optimističen in vedno videl svetlo plat, drugi pa je bil nekoliko cinik in vedno v iskanju problema.
sta imela skupno strast do pripovedovanja zgodb. Njuna strast je postala nalezljiva in kmalu sta začela pogovarjati s številnimi poslušalci, ki so se veselili vsake nove epizode. No, pač oddaja je postala priljubljena, ne bom cele, ampak... Se pravi, to je celo prihodnost. Ja, tako da... Moraš pa povedati, kjer je unte optimist, kjer je uncin. Ne vem, tako se... Tako je on rekel, se pravi, en je, en pa ni, ne? Tako. Sama pogruntiti. Ja. Ampak, drugač, v redu. Mislim, ja. Čeprav si malo zmišljuje, pol začne. Ja, pač stvari, je zgodbica. Ne? Ja, pač, valjda si zgodbica. On si zmišlja, ni to on gledal. Pozabil sem, da si rekel zgodbica, zato ki dejansko o realni stvari. Ja. Nima veze. Ja, ampak pač je stvar, ki je... Si mu pol pogledal, da sem pol prebral vse. Ja, tako. Drugač pa lahko v bistvu vprašaš, kaj sem vse spraševal. To je bilo, ne vem, pač hotel sem čim bolj take kompleksna, težka vprašanja mu dajati, pa če mi zna odgovoriti. Ne? In to je bila ena izmed stvari, ki jo jaz recimo zelo dobro vem, je recimo, ne vem, kako prekiniti naročnino pač tako iz fore, ne? No, ja, in dejansko mi je napisal točen postopek, pa da se moraš, najboljš, da se ustaviš v poslovalnici, da ti še razložijo, če imaš kakšne stroške, če imaš kakšno vezavo, če imaš une. Jaz sem bil sam tako, kva? Se pravi, res je. Pa pač vse na spletni strani, kaj lahko narediš, pa v poslovalnici lahko, tako da pač Ni čudno, da se ljudje počas bojijo za službe. Je noro. Pa tudi, ne vem, pa sem probal, ne vem, kako zamenjati menjalnik pri avtu, pač neka najbolj. In on tako iz prve mi napiše, to ni glih priporočljivo, če ne znaš, da greš boljš, da ga peleš do avtomehanika, ampak če te zanima, bam. In je pač cel postopek, kje moraš ušraufati, kva moraš odklopiti, tako ono. Kva? Dobre. What? Tako da ja, pač Čeprav eni ljudje že leta na YouTube dajo kakšne take videe tudi, ne. Ja. Ampak to, če iz prve takole napisal, Je kar noro, a ne? Mislim, se ne bi se šel potem menjati menjalnika, ampak pač je pa... Še zmeraj imaš pa postopek, če te zanima. Točno to, a ne? Pol ena izmed stvari je bilo, ker sem jo tudi tako probal, sem rekel, koliko kilometrov je peš iz Mengša do Kranjske Gore, a ne? In je tudi napisal, razdalja od Mengša do Kranjske Gore je približno 60 km, vendar je hoja po cesti skozi hribe dolga in naporna, zato ni priporočljivo. Če ste se odločili za tako avanturo, bilo dobro imeti fizično pripravljeno, s primerno opremo in na poti ustrezno prehrano in vodo. Namesto hoje je priporočljivo uporabiti javni prevoz ali avto, da bi prišli do Kranjske Gore. Tako res, kaj da ti pen res razlagal, pač se ste zastopili, zdaj je 5 na avtobus. Tako res malo inteligence uporablja. Je dobro, ne? Tako da toliko v tem. Naslednja stvar, ki je bila pa meni tudi ful fascinantna, je pa v bistvu zdaj imaš ti opcijo, da ti narediš, ti napišeš, kaj bi rad, da ti umetna inteligenca nariše. In to je v bistvu en program, trenutno, če mene vprašaš, najboljši, ne vem, če si že slišal Midjourney. Po mojem, da sem... Nedolgo nazaj sem v tem malo raziskoval, No, jaz sem si naredil profil in sem probaval ene par stvari prek tega Midjourneya narediti. Imaš tle drugač $10 je naročnina, ampak imaš pol ure v življenju zastonj. Tako da jaz sem pol ure izkoristil, tako da je pač mogel bi narediti nov mail si pa plov. Ampak imel sem pol ure časa, ampak nisem vedel, to je najbolj žalostno, ker jaz sem si profil naredil in pol, ki je meni pol ure potekel, sem šele ugotovil, da je v bistvu to. Se pa ga nisem mogel uporabljati sploh, ali ga? Ja, sem ga. Sem ga in sem naredil ene par stvari in to nas zanima. Ja, to nas zanima, ne, kaj sem rekel. In sem rekel, gremo na začetku, sem bil čisto simple prvo, kaj je bilo. Sem rekel, nariš mi punco, ki v gozdu igra nogomet. Pač eno tako. Preprosto, ampak to je to. To je narisano. To je... nice. Tako da, wow. Naslednja stvar, sem rekel, gremo mi zdaj malo bolj na hard, ne?
In pa sem rekel, no, nariš mi slovenskega fantka, ki poskakuje po gorah in v roki drži košaro gob. To je taka stvar, ki je že malo težja, ne? Ja. In evo ga. Ok. Dobro, je, še taka zanimiva slika. Ja, a ni dobro, ne? No, pol naslednja stvar, sem rekel, ok, zdaj gremo pa mi še malo na teži. Ok. Zdaj mi pa nariš žensko v letih 1920, ki se saj z iRobotom. Ok. Probimo to, a ne? In ja. What the fuck? To je res naredil. Ja, Uno. wow. Ok. Kva. Ja. Tako, kva, Ja. kam smo mi prišli? Kva. No, in pol naslednja stvar, ki sem rekel, a ne? Ja. Sem pa rekel, no, zdaj mi pa ti nariš še petkov ekstrem. Ok. In? Kva je moj rato? No, to sem pa ene parih naredil, ker sem gledal. Ok. Ampak je kar v redu, a ni? Za mizo pa tako. Ok. A mi že to on raziskal, pa je to videl? Pa je pa neko sliko tako naredil. Ne vem. Pa še kao kartuniš verzijo. Malo preveč resna sva. Ja. Čeprav le si en je skravžal, ne vem pa ko. Ja. Tako da, Ja. noro. Tako da ja. To je v bistvu ta Midjourney, ki je v bistvu zelo, mislim, meni je bil wow. Ja, sem. Pa imel, drugače sem jih še ene par naredil, ampak si jih nisem shranil, pa sem jih iskal, pa sem jih hotel nazaj potegniti, pa nisem imel. Ampak rekel sem, ne vem, 100-letnik, ki je zmagal na maratonu. In je bil en star ata, ki je tekel in je tako bilo, pač, kva. Karkoli napišeš. Ja, in v bistvu tle imaš ti zdaj, jaz sem si to ful prebral in imaš v tem Midjourneyju, imaš pol ti v bistvu tudi vse kategorijo, kako opisati, da bo on najboljš naredil, a veš, in imaš ti v bistvu celo znanost zadnji, kako napisati. Ja, ker ti lahko recimo napišeš, on dal en primer, ki ga je en dal na netu, ki je pač razlagal tega Midjourneyja, kako moraš to pisati, je bila pač fora, ne vem, ti lahko sam napišeš rdeča hiša in on ti bo naredil, ne vem, rdečo hišo, a ne. Lahko pa ti to obtežiš, a ne, in ti rečeš, ne vem, da je ful pomembna hiša, ne pa to rdeča, a ne. In pol bo dal samo ene par rdečih detajlov noter, ampak v osnovi bo hiša, a ne. Ali pa ne vem, pol je rekel, ne vem, če ti hočeš, lahko napišeš ti čist klasično, ne vem, heker se tepe z drevesom, a ne. Klasično. Ja, mislim pač tako, a ne, in on ti bo v bistvu najprej, če boš ti samo to napisal, bo on naredil v bistvu enega hekerja pa en drevo nekako, ne glih točen tako, da se prav tepe fizično, a ne, in pol, če pa ti obtežiš, da je v bistvu ta glaven, ne vem, pretep, a ne, pa niti ne toliko heker, ampak pretep je ta glavno in daš težo recimo na pretep, da daš 3, 1 pa ne vem, heker, bo pa naredil pač dejansko, da nek heker tepe drevo, a ne, pač tako pač je cela znanost v bistvu za tem. Igraš se lahko. Tako, ja. Drugače imaš pa še ene par teh aplikacij, ki so, oziroma teh strani, ki so v bistvu tudi zastonj. Instant Art je, jaz sem si naredil profil na temo, ampak zaenkrat mi ga še niso odobrili, tako da nisem še nič probal. Podobno, kot ta, sam da je zastonj. Aha, ok. Tako da to, pa imaš pa za telefon, imaš pa neke Wonder AI, pa Dream AI, ampak to so pač aplikacije, ki delajo. Tako da gremo naprej, mi z oddajo. Naslednja stvar, ki umetna inteligenca lahko dela, je recimo Nvidia Canvas, zato že Canvas. A si slišal mogoče za to? Ne. No, to je pa pač lahko v bistvu ti, da bi risal v slikarju, nekaj narišeš in pa ti umetna inteligenca naredi pokrajino iz tega. Aha, se tako da, če si pogledaš recimo in ti pač rišeš in on in točno ve pač, kva bi ti rad naredil. Aha, ja. Ok. Tako da, pač noro, ampak fora je, da recimo za to ti rabaš prav neko grafično od te Nvidije posebno. Jaz imam grafično od Nvidije, ampak nisem mogel tega dol potegniti, ker nimam tiste
ki bi to, Grafičen, ki bi mogli gumeti za to, tako da pač Ne še. ampak je tudi tuno, kva narediš sej, tako, mislim. narišeš v slikarju, pa imaš full hudo sliko za ozadje. Ja. Tako da, naslednja stvar, ki je Nvidia tudi naredila, je eye contact, se reče. To je zadeva, ki v bistvu ti, če imaš, ne vem, neke Zoom sestanke ali pa nekaj tazga in se ti malo dolg čas in pač gledaš stran, ona ti bo vedno delala, kot da gledaš direkt v kamero. Aha, In, sam ne moreš pa ko stranjiti. ja, tako ne, ampak lahko pa, pač ti druge stvari ti lahko si na telefonu, pa gledaš, ampak bo zgleda, kot da gledaš ti gor. a ne. To je tako, vidiš. Vidiš, ta nič ne gleda, ampak zgleda pa, kot da skozi gleda. Pač, Ok, se pravi, ja, da dejansko lahko bereš. ja, Mi dva imela lahko klele vse napisano, Tako. pa sam kaj brala, bi se gledala Gled- v kamero. ja, tako. Tako da, Ok. noro. Tako da to je nekaj, kar dela Nvidia. Tako da naslednja stvar, ki sem jo pa rekel, je pa pač ta deepfake. To si že slišal. To je to, sej poznaš najbrž, a ne, pač, ker nekdo oponaša pač Tom Cruise. obraz Ja, mu, obraz zamenja. s Tom Cruisom in mimiko in govor in vse. In dejansko včasih res sploh ne vidiš, kdaj je razlika, kdaj pa je. Kar zna biti problem. Ne? Ja, to zna biti problem. Ja, to bi lahko, sem razmišljal, da le vmes celo dajo lahko naredil o pozitivnih pa negativnih stvarih, ki jih umetna inteligenca da. Mogoče za kakšno drugo oddajo bova razmislila v tej smeri, ampak ja, tako da Že če sam ko ne. Niti več treba spisa pisati ali pa ne vem, domače naloge, sam napišeš v računalniku, ne vem, kaj je v Visoški kroniki. Ja, ja. Pa ti bo 2 strani napisano. Pa ne boš mogel najti nikjer na netu, Ja, da bi pa da je bilo dvakrat, tako- rekel si dvakrat različno. Ja, Ne? Se pravi, ja. včasih si imel dijaški.net, tako. ker so sam recimo 2 verzije, Ja. in pol razreda ne vem. Da pa tle not napiše, kdo Pa je pa lahko vsak iz svojo. klasa to napiše noter in Ja. vsak bo imel drugače, pa vsi so v bistvu prek vidiš. tega Okay, programa. sorry, ker sem te. Ampak ja. Zamenjal, ampak ker ja, naprej. Tukaj, mislim pač tukaj sam fora tega deepfakea, da dejansko res naredi zdaj že zelo dober ti. Če znaš mačken mogoče še glas spremeniti, gor, dol, Glasa ne spremeni avtomatsko. to je naslednja stvar. Aha, okej, ja. Voice No, AI sej, je. pol sploh nima veze. Ja, ampak pač fora je, da faco ti lepo naredi, od kjer ga ti v bistvu Ja. hočeš. Tako da, Eno zanimivost, Bruce Willis Ja. Bruce Willis je podpisal, da se lahko njegov deepfake uporablja v filmih. aha, Odprl. Po mojem je to pa zato, ker sem mu nedavno demenco odkril. ja, to sem pa bral. Tako Ja. da mogoče je kaj s tem povezano, Ja. pa ne, ampak v glavnem Bruce Willis. Ja. Ne, mogoče bo kakšen Die Hard nov. Ja. Tako. Ja, no, tako da to je to. Pol naslednjo stvar imaš pa ta Voice AI. To je pa v bistvu, da ti si slišati kot neka slavna oseba. Se pravi, ti si lahko v bistvu zdaj potegneš to aplikacijo, sam za enkrat je sam za kompe, za Windowse, ni še za telefone, ni še za to, ampak ti si lahko to dol potegneš in imaš, mislim, da ene par glasov že, pa neke kredite zbiraš in pač, če ti lahko pol še odkleneš druge zvoke, da imaš. Ko pa da pjes tebe ponašal. Tudi lahko. Jaz lahko posnamem svoj glas in pol v bistvu moj glas ti uporabiš in govoriš v bistvu v mojem To bi glasu. mogla probati mogoče. Ja, to bi mogla probati, ja, res. Tako da ja, pač tukaj imaš recimo en primer. Artificial intelligence lets you speak with any, and I mean any celebrity voice in real time. Just tremendous real time. But the question is, who really is considered to be? A veš, pač Turns out, you can train any voice you want, even your own. Ampak mogoče se na trenutke se zaenkrat verjetno še sliši, da ja, je nekaj umetnega. fora ampak je, počasi bo to verjetno. da pač lahko ti še zmer imaš te zvoke, a ne? Sam moraš še zmer malo znati fejkati. Čist uno, a veš, pač neke fraze, neke stvari, ki jih recimo tista oseba Ja, res itak, govori. ja, seveda, Recimo, če už Jankoviča moraš Ja, moraš ja. ene parkrat reči, to mes, drugače ni, ampak lahko v bistvu ti sfejkaš mrskaš enega, a ne? Ja, seveda. Tako da to je noro.
Tako da pač naslednja stvar, ki sem jo pa hotel še povedati za bonus, je pa tudi to, da imaš opcijo zdaj tudi, da umetna inteligenca ti naredi muziko. Tu ja, sem slišal. In ti v bistvu samo natipkaš, hočem, ne vem, neko ne country to, muziko. tudi v spota, chat GDP. Ja. Kako je. Tam mu napišeš, ne vem, par fraz, zdaj pa napišu, ne vem, kako bi William Shakespeare napisal. In ti celo pesem naredi v takem smislu, kar je... Wow. Ja, se to ne, kako se pol razloča med kaj je res človek naredil, pa kaj je... Daja za drugič. Ja, tako. Sej že dosti dolga. Ja, pa se je bilo fajn. Ja. Tako da... Mogla bi din kakšno stvar tako probati. Ja, mogoče... Bilo interaktivno. Mogoče za kdaj drugič, ja. Tako da toliko v tem, toliko v umetni... Mogoče enkrat umetna inteligenca napisala 5 ekstrem. Mogoče. Zna Ali biti. pa posnela. Narisala. Se verjetno že risanke lahko naredi. Ja, najbolj čas. Ja. Okay. Toliko v tem, kar sem hotel reči, kam smo prišli, delač, živimo v prihodnosti, res živimo v prihodnosti. Ja. Ko sem začel oddajo, tako da s tem tudi zaključujem. Zdaj smo videli, ne? Ja, tako da, hvala za ogled, lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau!